Dobro jutro. Piknik je naslov komada, ki se vrti v ozadju in zagotovo je mesec junij čas piknikov, pa se je bil že maj, ampak nekako, kada nam vreme ne dopušča in ne da, ker vremenska napoved, kako že za mesec maj in junij je lahko samo plešem v dežju, kaj že, pa naj pada dež, pa ne vem kaj že, skratka, dež na dež, oblaki na oblaki, nekako se nam ne prikaže tisto, kar v bistvu je naš motor. In motor se trudi ta svinjska kabala prekriti na vse možne načine, ki jih še ima in se poslužuje vseh najgrših prijemov, še kar jih ima. Zaradi tega, ker bi oni radi, da se, oni so vladali na planetu in želijo vladati čim dlje in bodo čim dlje pustili, da se nam nekaj ne zgodi in za vse sovde pritiskajo, kakor se le da se proces prebujanja ljudi upočasni. Zdaj, prebujanje je odvisno od nas, ne od zunanje sile. Okej, ja, sonce pri tem pomaga, ogenj, voda, zrak, svoboda, te stvari ziher pomagajo, večinoma so misli tiste, ki delegirajo naš biti. Zdaj, po drugi strani je pa mogoče še eno spoznanje. Plemenski ljudje smo mislili, da smo vsi ljudje, zdaj počasi smo razkrili narcizem, ugotovili smo, da nam sistem kot tak želi slabo, da narcis ima enake prijeme delovanja kot pravzaprav države, globalisti in sistem. Bi človek rekel, da je sistem en velik narcis. Pa tudi narcisi so med sabo organizirani, kar je značilnost države. A ne? Pač veliki lažnivci in manipulatorji, češ da delajo za nas dobro, pa ne. No in eno dobro sem najdel vmes med brskanjem mojim. Se je tudi vam zgodilo, da ste se slučajno pridružili kakšnemu kultu, ne? To so kult, veš, to je prav kult in nošnja maske je točno, bom rekel, znak pripadnosti kultu satanizma. In tako so nas v bistvu slučajno dobili in tudi religija, veš, sej malo ljudi je reklo, jaz pa me niso krstili, ker sem bil majhen, zdaj bi pa se. Poznam tudi te primere, da ne bo pomote, ampak po večini smo se v cerkev pa v religijo že kar rodili, ne, mislim, so nas pahnili noter, tlele boš, ne. Zdaj, meni je ful zanimivo, ne, kako bi zdaj to razložil, veš, oni so delovali znotraj enega kulta, ne, ampak so se delali, da so prijatelji, ampak niso bili toliko prijatelji, da bi rekli, stari, greš ti zraven, pa bomo vsi nekaj imeli, ne. A veš, v bistvu po drugi strani smo imeli toliko radi, da so se vedeli, da boš, da me ne povabijo v stvari, ki so v bistvu proti ljudem, ker lojalnost je pa z naše strani prevelika in oni se zavedajo, da lojalni ljudje so odlične žrtve, a ne, in tako so oni v bistvu raj svoje žrtve imeli, da so, a veš, ne med sabo, ampak kot plen, ne, oziroma napajalnik, oziroma ta, bom rekel, glavni ver svojega preživetja ali pa biti ali pa igre celo tako, no, sej ne, da oni ne morejo preživeti brez nas. Lahko ja, sem bolj mizerno vse skup, ker nimajo, ker igrca ne dela, veš. Oni so se na igrce napalili, zdaj pa, veš, od igrc tudi odvisen postaneš, ne, tako kot gamblanje, tako kot še česa. Niso samo fizične substance, predvsem je prazna, brezdušna školjka odvisna od seksa na tak bolan način. Ako je danes svetovni dan seksa, čestitam vsem, ki ga praznujete v polni obliki. Zdaj, jaz ga tudi praznujem, ampak bolj solo brez, ali kako je že na igre s kartami. Ne, vse v redu, vse štima. Kaj sem hotel reči? Sonce naj bi bilo že drugačno, jaz ga žal nisem na lastne oči uspel zaznati kakšne bistvene razlike, tako ker nisem uspel zaznati, da se je severni pol premaknil, ne. Jaz tega nisem zaznal. Iako o tem precej beremo, sem pa zaznal, da Zemlja ni okrogla. To pa zagotovo je in tudi tak dober dokaz je spet glitch v matrici, ne.
če greš na Google Earth, pa probaš označiti območje, ne, lahko ti rečeš, kakšno je področje tega in tega, ne vem, obkrožaš ali Ameriko, ali Avstralijo, ali Evropo, ali Afriko, je vseeno, pa probaš to še narediti okrog Antarktike, koliko je področje, tam se pa mičken stvari zalomijo, kakšna je površina Antarktike, tam se nekaj ne dela prav. Tako da mičken na spletni izvedbi se to da preveriti. Tako da vidiš, ne gre jim vse tako, kot so si želeli. Oni so, kdaj so skočili na Luno, saj sploh ne vem, skratka, kako oni so takrat po televiziji to lahko kazali. Zdaj, mi smo jim verjeli, da so bili gor, ampak ta plovila, če se res mičkam poglobiš, vidiš, da s temi plovili, tu se je 3-krat spremenila oblika plovila, ena je našla gor, ena je pristala na Luni, tretja oblika pa dol pala. Tako da mislim, kako smo bili mi nepozorni, oziroma zdaj tako, nepozorni. Mi smo milijonkrat uporabili besedo awareness, be aware, bodi pozoren, kaj se okrog tebe dogaja, kaj ti bučke prodajajo, kaj je rekel, zakaj je včeraj tako rekel. Veš, doskrat je super, če umolkneš in samo opazuješ in mogočno, bom prav to besedo uporabil, mogočno razumem mojstre, ki so mi razlagali awareness, moč pozornosti, nisem razumel, zdaj pozornost sem že užgal, da se pač po prstih ne režem pa spotikam pa tako, ampak nisem vedel, da je treba biti med ljudmi tako močno zelo pozoren, pa da obstaja tako velika razlika med vsemi, pač med nami, pač da smo dejansko morilci in žrtve povezani in tarče, bom reč to besedo uporabil, morilci in tarče povezani, pomešani skupaj, kar je čist grozno. No in tisti, ki smo pozorni, stvari vidimo bolj in bom še drugače rekel, na tem svetu je čist vse narobe, samo če preveč vidiš. Če pa si zaslepljen, pa vse štima, In zdaj tisti, ki vam reče, pa kaj pa je, se nič ne vidi. Majster, ni na. Moraš pa bolj pogledati, ker ne vidiš. In zdaj ta, ki nič ne vidi, začne tebe prepričevati, da si ti ubrisan. Ampak dejansko oni ful stvari ne vidijo, bom rekel širše slike, zaradi tega, ker imajo ozek pogled izključno vase in v tem, kaj vase vedno potrebujejo zase stvari, in njih z druge stvari, ki sploh ne zanimajo, vse mora biti uperjeno zgolj v njih. In v bistvu ne opazijo, da v bistvu so žrtv svojega gospodarja, svojega satanskega lorda oziroma peščice psihopatov, ki je začela operirati ta svet pred ne vem koliko časa, zdaj ne vem, tisočletja ali so stoletja. Skratka, Tartari so bili še 200-300 let nazaj tukaj čisto živi in prisotni, pa so kar zginili. Zakaj? Ena izmed razlag mi se zdi dobra, da so jih naredili neplodne in se niso več razplajali. No, ampak zdaj ta LGBT scena gre tudi že hudo naprej. Včeraj sem ujel podatek, 21% ljudi ima drugačno vizijo po spolu, kot je v originalu. Torej 21%, to je skoraj 80% ljudi je samo še normalnih, normalno plodnih. In zdaj oni bi s promocijo in propagando to lahko prepeljali na mnogo večje številke. Torej nekako imamo občutek že, da so hoteli nas tudi sterilizirati, tudi po cepivih je precej neplodnosti, tako pri ženskah, kot pri moških. Nič ne dam roke v ogenj, ne me narobe, ampak iztrebiti nas, v isti sapi prodajati pornografijo, ki je čista zabloda, v bistvu razterati naše ume, v nekaj, kar je tam daleč stran, domišljijo pa ugašati. Oni niso želeli, da imamo mi domišljijo, njim to bilo cool, ker skozi domišljijo pa mi dosegamo nekaj, kar pa oni ne morejo, ker domišljije pa nimajo, imajo samo trike, plane, prevare in tako. Skratka, mogoče, da se nazaj na sonce vrnem, naj bi se videla sprememba na soncu in to sonce na nas deluje mnogo zdravilno, pospešilo bi proces in prav zaradi tega nam ga probajo prikrivati, se pravi na vse možne načine in z vsemi vzvodi, ki jih še imajo.
Ampak nič ne de, zdaj nič ne de, mislim. Kar je, ne, se zdaj ne moš noben nič dotupiti. Poslužujejo se načinov s pomočjo požarov, ne, mislim. V tem trenutku, ne, pa smo 9. junija, je svet preplavljen s požari, da malo za primerjavo v Kanadi gori prav v vsaki provinci, ne, prav vsak, kaj imajo okraje, province ali kako že, in to prav v vsaki izmed kanadskih provinc gori, kar se ni zgodilo še nikoli, tako da nismo več butasti, ne zažgejo se stvari, kar tako sonca ni, pa se vse zažge nekaj in tako. Jasno je, da to so požari namenoma narejeni, in zdaj normalen človek razume, da gorenje potrebuje kisik, in na tak način nam probajo vzeti še tisto, kar dihamo, in nam dati tisto neuporabno, kar mi ne rabimo, oziroma kar je pravzaprav nam škodljivo vdihovanje tega dima, ni neka, bom rekel, zdravilni tretma, ne. Nekako nam res probajo narediti zadnji pogrom, za sabo pustiti čim več škode. To smo bili mi obveščeni že kdaj, da bodo šli čist do konca in ne bodo odnehali, in imamo tudi video z naslovom Do špage, ker smo pogruntali, da oni bodo nehali, ko bo špaga pred njimi, ne, točno, prej pa ne, ampak to pomeni, da je že v varnih rokah, da lahko on bi nadaljeval, pa ne more več, ker ima zvezane. Hvala Bogu so to toliko butasti ljudje, da se jih pobera k muhe z lahkoto. Pač oni nimajo awarenessa, niso pozorni, ne, na stvari, so pozorni na svoje stvari, nikakor pa ne na tiste, ki so jim postala nevarnost. No, vsekakor pa smo tudi mi njim huda nevarnost, dokazano, in verjamem, da zdaj pa ste že toliko hudi, da opazite na lastne oči, da smo poslednji mohikanci, ki smo preživeli, in čas je, da začnemo svetiti še bolj. Jaz sem že večkrat rekel, če si tukaj in zdaj, je dovolj, ne rabiš neke strašne filozofije. Biti, to je tisto, kar je v bistvu njim shit out, in kaj bodo drugi rekli, je tako bolj, ne, dovolj me briga, kaj bodo drugi rekli. Če bi delal z vami, bi drugi rekli vse tako, kakor drugi govorijo, da je prav za kult, za sistem. Če pa jaz kaj naredim, pa vsi govorijo tako, da je v bistvu jaz izpadem v tem kultu grd, ne, in oni vsi hitijo lagati, ka pes, ne, in še ko si napaden fizično v bistvu strani morona, v bistvu pol oni tudi tako obrnejo, da si ti kriv, ne, ja, veš, zakaj je pa do tega prišlo, ne, mislim, policajev ta podatek ni zanimal, ne, mislim, vidiš, kako so organizirani skupaj, in dobro, pač, kadar hitimo, delamo napake, in tudi oni so v procesu hitenja in štepajo ena za drugo, in hvala Bogu imamo mi srečo, da smo dovolj zgodaj spregledali in lahko opazujemo ta propad živih mrličev. Jaz imam precej oči na pecljih, ne, zdrav duh v zdravem telesu, telesa izgledajo bolno, kar nakazuje, da je verjetno bolan tudi duh, oziroma da ga ni, oziroma da gre za pomanjkanje tistega, kar jih je delalo normalne in zdrave, ne. Ja, to so v bistvu ljudje, ki sledijo, ne, to so sledilci. In sledilci sledijo satanističnemu oziroma morilskemu sistemu, in zdaj oni nam, bomo rekel, prebujenim sanjačem, ne, tudi tako so nam rekli, valjda smo sanjači, oni niso, ne, mi sanjamo, oni pač ne. Oni nam mnogo solijo pamet, kaj bi mi morali oziroma česa ne smemo, in nam so govorili, da ne smemo točno tistega, kar bi nam najbolj trn v peti, ne, v kontekstu govoriti, prepoznavati, ne, to pa ne, kaj boš to, pa kaj misliš, da vse narobe Turšič? Ja, ker jaz tako vidim, ne, zdaj ti pa ne vidiš, ker sodeluješ s sistemom in nočeš tega videti, ne, oziroma ti se sam pretvarjaš, da ne vidiš, kaj se dogaja. Je pa resno, da ne vejo vsi za vse, drug za drugega ne vejo, ker ta mreža satanizma je bila dobro naštudirana.
Pač tako kot vse čarovnije. Pač dolg časa študiraš, kako boš nekoga nategnil in pol speleš. In oni so imeli kar nekaj časa se z nami poigravati. Ampak dobro, mi smo prišli do konca časa. Sonce nam skrivajo. Jezovi padajo, kar da bi mogli. Eden v Kijevu je zdaj v bistvu so dali, so razbili neki jez v Ukrajini, pa ne moram več tako hitro spremljati, ker je toliko dogodkov. So razbili neki jez in valjda obtožili Ruse, ne? Ampak to je v bistvu zavaravanje, metanje peska v oči, pač oblatiti Ruse za vse, kar se dogaja. V bistvu so to naredili sami sebi, so razbili jez gromozanski, naredili en kup žrtev, en kup škode, en kup materialne in take škode. In s prstom pokazali na Ruse, ne? No, in ruski generali so zanikali, so rekli, to je samo zaradi tega, da bi oni prikrili, kako gromozansko velike izgube imajo in kako pušijo in kako v bistvu jim voda v grlo teče in probajo zdaj z vsemi možnimi umazanimi prijemi in lažnivimi nekako iti naprej. Zdaj, da njihova laž ne pozna meja, je tudi ta, kaj vse so probali sproducirati proti Trumpu, pa ni šlo, kaj vse so probali sproducirati proti Putinu oziroma Rusiji, pa tudi ne gre. Ne? Pa, mislim, se moramo mi zavedati, stroj propagande, ki fila ljudem bučke in banane, je milijardni in triljonski biznis, ne? In mi tlele boščki, mičkani se borimo s svojimi laptopčki, pa z YouTubi, ki nas tudi pritiskajo dol, pa z Facebooki, ki nas tudi skrivajo dol in mi v bistvu rušimo njihovo agendo. Pač preveč nas je, ne? Veš, v mlaki ti ne veš, koliko je žab noter. Ti ne veš, da sta 2 ali 2 milijona, sploh ne veš, da ker so na oglasijo vse. No in tle se čaka tudi glas od vsake žabe, če se malo denemo v prispodobo žabca Pepeta, to je tatle od zadaj pip. Ekipa belih je zelo humorna ekipa in svaka jim čast, dobro so nagruntali en kup stvari, en kup prispodob in vsega, zato da v bistvu vidimo ta svet ipak lep. Mislim, da brez teh informacij, ki smo jih dobili strani Q-ja, strani belih klobukov, bi mi tudi bolj temačno videli stvari, a ne? In so mogli priti tako ven, zato da jih mi vidimo in da vidimo svet lep, krasen in čudovit. Že vnaprej bi človek rekel, da smo jasno vidni, ne? Kaj se bo zgodilo, ne vem čisto točno, ampak svet bo lep zagotovo, zaradi tega, ker tema puši, da se krkadi za njo, ne? Tako da brez bojazni, zdaj kolikrat smo že napovedovali, kaj vse, pa tisti datum je opasen, pa ta dogodek je bil opasen, pa zdaj spet neki jezovi so spet Three Gorges Dam, v katerih je bilo toliko besed, pa Black Swan, pa jaz ne vem, KP operacij, že naj bi nakazovalo, ampak se nič ne zgodi, ampak juni se nam obeta spet gorak, no evo, zdaj ne vem, gorak vroč za kabalo, mogoče pa ipak bo potrebno še kar nekaj časa, preden se dokončno spuca vse, kar se mora spucati. Iako sem z večjih strani ujel, da je bančni sistem že popolnoma usklajen z novim sistemom v vseh državah in da on sam še čaka na ta klik, ki se pač enkrat bo zgodil. Vendar mislim, da vse ob svojem božjem času. Verjetno bo njihovo norenje zdaj postaja že očitnejše in verjetno bo še močneje in verjetno bo treba v neki točki preventivno ustaviti najbolj nevarno noreče ljudi, ki bodo želeli zaščititi ta sistem pravzaprav z orožjem, ki ga imajo pri sebi, in to zna biti tudi precej nevarna stvar. Res se pričakuje vojska, da bo ona postavljena na ključne pozicije, tako da bomo imeli prisotnost vojske zagotovo, kje, kdaj, kako in kako naprej, pa ne bi upal nič napovedovati. Tako, ja, mi ljudje, malo grem zdaj lepo ali ne, ker vidim, da smo že na 20 minuti, mi ljudje se med sabo prepoznamo, pes psa zavoha je pri nas ena taka, tudi narcisa zavoha, nič bat, ampak nekako
A veš, nekomu rečeš, to je človeče, ne? To je ljudina, to je človek, ne? To je srčen človek. In mi se zavohamo, bom rekel, zavohamo, še prej zavohamo smrdljivce, ki smrdijo, ne? Ampak ljudem v očeh piše, oči so ogledalo duše in zdaj nekako razumem. Nazaj nisem zastopil pred časom, se mi je zdelo, da imajo vsi enake oči, pa ni res, ne? Se vidi v očeh, kdo dušo ima in kdo duše nima, oziroma kaj je z dušo pravzaprav uspel narediti. Trdno sem prepričan, da mnogi že čedalje težje igrajo pogled v oči, kot izraz iskrenosti, a ne? In čedalje več je teh umikanj pogledov. Ne radi se srečajo iz oči v oči, da ne bi tam kdo kaj prebral. Evo tega, ne? Tako da tudi to je dosti dober pokazatelj, ne? A lahko komu sploh pogledaš v oči, lahko, zdaj pa ti opazuje, se da videti ali ne? Ampak ni panike, posloviti se bomo mogli od mnogo ljudi, od mnogo odnosov, od mnogo situacij in ugotovili bomo, da je vse to tako prav, ker to je v naše dobro, da se določeni ljudje iz našega življenja umaknejo sami, oziroma nekako gnilo sadje pade samo z drevesa, ampak ne se dotikati gnilga sadja, ker če se gnil jabolk dotika gnilga jabolka, pa tudi zdrav jabolk začne gniti. Tako da stay away from toxic people velja še bolj kot kadarkoli. Stran od toksičnih ljudi, ki bi nas radi zvlekli štuk nižje, pač dol, pač kamor nam ni mesto. Ne popuščajte, svetite, ker zdaj je naš čas tukaj in bolj, ko bomo svetili prej, bo tama zginila. Sej ne bom šukel te pregovore, da ena svečka nič ne zgubi, kadar prižge drugo svečko, in da tam, kjer svečka gorite, je odsotnost teme, a ne, kjer je prisotnost svetlobe, ne more bivati tudi tema. Zdaj pa večja, ki je luč, bolj je svetlo in tema ne more gledati, ne prenaša. In en dober tak mim je bil, kratek post, je bil, če jih njihova svetloba slepi, če jih vaša svetloba slepi, dajte, kar zapalite jim oči. To nas ne sme ustaviti. In to je edini izhod. Če ne bi počeli tega, kar počnemo, bi bili pač zadnja generacija, ki je tlačila ta planet Zemlja, in nujno potrebno je, da se stvari obrnejo. Kdor se že bo želel spreobrniti, se pač bo. Kdor se pa ne bo mogel, oziroma ne bo želel, se pa pač ne bo. In bye. Enostavno, zdaj slišim, umrl je ta, umrl je ona, jaz mislim, pa vmes tudi te pravi naši ljudje, pač popikani. Sam nekaj, jaz sočutje imam zelo veliko, ker sem empat, ampak nič več do teh ljudi, ki so pa se, navezave so šle in čustvene navezave nimam do nikogar, za precej njih pa sem si mislil, ja evo, takole bodo šli eden pa po eden. Nekako smo obdelali že, da kdo bo umrl. Zdaj, če je prisotnost duha v telesu, verjetno tudi cepivo ne škoduje. Da bodo vsi ljudje, ki niso pravi, umrli od cepiva, mislim, da ne drži. Se mi pa zdi, da bodo ljudje, ki nimajo esence, bom rekel življenjske energije, svoje lastne, a ne, oni se ne bodo mogli napajati in njihov imunski sistem je že tako oslabljen in bodo zboleli en za srcem, en na jetrih, drug na pljučih, četrt v možganih, pet in tako. Vse možne bolezni bodo prišle na plano, tako da ne bo enega ključnega vzroka za to, ampak vsi pa imajo skupni imenovalec, ne, v bistvu nimajo esence. Predvidevam, da ljudje brez esence ne bodo mogli preživeti, ne glede na število tablet, ki jim lahko so jim do zdaj pomagale. Žal ne, zaradi tega, ker ne dobijo od nas tistega, kar so poleg tablet še rabili, ne. Zombi ne sanja, zakaj ne, ker nimaš čem, ne. Zombi so pač prodani, žal, ali pa na srečo imamo možnost videti te stvari pred nami v živo.
videti ljudi, ki hodijo, pa v bistvu nimajo v sebi življenja, ne? Niti volje do življenja, niti nimajo s čem živeti. Jaz ne vem, koliko vi opazujete, jaz sem oči na peclih, no, tako sem se dal in prav je tako. Mogoče še ta 9. junij pa so mnogo slik, da vidim plaže na morju, na hrvaški obali, bi že mogle biti kar razmeroma polne, pa so prazne, kada je mesec februar, ne. Kada tudi tle nekaj ne štima. Tako, ja, to smo že obdelali, da vladni pomočniki so povsod okrog nas, to je ena izmed alinej, ki sem si napisal. Vlada ima svoje pomočnike, vlada uboga navodila nadrejenih iz strani svetovne elite. In ti vladni pomočniki hodijo med nami, sej pa vendarle je politika pravzaprav v vsakem kraju prisotna, in noben predstavnik, ki rečem, jaz pa sem nova stranka, mislim, da se ne da delati, če ne sodeluješ z nekom nad sabo. Saj pa imamo mi levo, desno, pa SDS, pa PKS, pa test, ne vem, kaj še vse teh strank, ampak to so v bistvu generalno so vsi iz iste družine, ne, volkov. Ne, mi smo volkovi, ne, oni so volkovi, ne, mislim, to so negativni volkovi, uničevalci, mi pa smo, veš kaj, oni so zajci, velike ne. Ena stara pregovor je tudi že, neč star, niti ni pregovor, ampak hunters became hunted. To je izraz, ki je bil v Q-ju precej prisoten, torej lovci so naenkrat postali žrtve, torej tisti, ki so bili z nišanom na žrtvi, so zdaj v bistvu se jim je obrnila puška ali kakorkoli, lok, tarča, kakorkoli, in mislim, da lahko potrdite, da so se začeli v bistvu tudi sami loviti na svoje zanke in tudi mi jim pomagamo pri tem, a ne, malenkost, ne, in kar prav je tako. Zaradi tega, ker so šli enostavno predaleč, sej v bistvu bodimo iskreni, nimajo več moči. Jaz jih opazujem fizično in na, bom rekel, na spletnih ravneh nimajo več moči. Mislim, se spomnite še pol leta nazaj, kaj so vam bili sposobni ljudje komentirati, kada ste kaj objavili, ne. Zdaj pa ni več teh negativnih komentarjev, ni več družnega sodelovanja, negative. Verjetno sem tudi sam pri tem pomagal, da imam izbor, mislim, itak jaz dovolim vsakmu prijatelju, ampak sledim pa tistim, ki so zgolj pozitivni in prenašajo novice dobre, oziroma kakor se da relevantne iz sveta, ne. Pač čuti se, da med komentarji ni več negativnosti, ok, to sem hotel reči. Matrica je z očmi nevidna, ne? Pa tako so nam tumbali, najprej moram videti, pa verjamem. To so govorili točno tisti, ki so ustvarjali nevidne vezi, ne? Tečejo nitke. In sam si boš stkal tkanino gorja ali pa veselja. In oni so si stkali z nevidnimi nitkami tkanino, ki jih ovija konkretno, a ne? Dajmo ji reči, kar ribiška mreža, kamer so se ujeli. Ampak ja, matrica z očmi ni vidna in kako razpada, se pa tudi ne vidi z očmi, ne? Ampak kdor vidi preveč, bomo rekli, zazna, da je v tem svetu čisto vse narobe in čist nič jim ne gre po planih. Ne glede na to, koliko fajonka skače v luft, ki je dosegla, da smo nestalna članica Združenih narodov, a zastopaš. To je isto, da greš na ribičijo brez palce in lahko gledaš, kako ribič ribe lovi. To je vse. Ja, mislim, no, in pravi, to je plod trdega dela, veš, to je pa, marička božja, to smo pa dobro delali. Ste, ja, lezli v rad komu, ne mislim, da ga srad. Tako, z obeh strani. Zaščitniški sistem. Zdaj tako, sistem je mu svoje podanike in jim je tudi ščitil hrbet, a ne? Ampak poslal jih je pa v boj. Njih, kmete, je poslal v boj s svojimi odzadji zaščitniškimi in tako. In zdaj v tem trenutku je ta stvar, ki je ljudem ščitila hrbet. Bom rekel, tam
najbolj večinskim, najbolj malim igralcem je sistem štuk višje pomagal hrbet ščititi. No, in zdaj ti ljudje od spodaj so ostali brez kritja hrbta, zaradi tega, ker se ti, ki so prej krili hrbet, ukvarjajo zdaj z lastnim obstojem, da bi sploh še lahko uspeli dati kakšno podržko, ne, naprej, tistim malim. In zdaj nekako razpad je začel iz vrha. Razpad je začel Kača, 13 familij, elita psihopatov in pol klubi 33, pa CEO, pa kaj so že, korporacija, farmacije, religije, ne, kaj se to se gre po tej piramidi dol, ampak napad se je začel z vrha. Ne? In zdaj prihaja do tega, da ti spodnji igralci nimajo več zaščite in so tudi nehali počasi nehujejo igrati in v bistvu se bo razpad zgodil verjetno glih na sredini njihove, bom rekel, hierarhičnega ustroja. Tako da nekako sem hotel vam nakazati, da je propad matrice šel iz vrha in zdaj gre še iz spodne strani razpada. Nima več lepila, ne drži. Tako da imam občutek, da je z ene in z druge strani razpada. No, tako čist spet plastično. Ali je to bistveno ali ne? Meni ja, zdaj pa če še komu tukaj pomagajo, sem garantiram, da ne bodo preživeli. Ne preživeli smo pa mi in ta zadnji in ne damo se. Ne damo se. Vsi bodo zboleli, bolna je njihova duša. Tako, to sem vam že prej objasnil, vsi bodo zboleli. Ja. Bolezen je tista, ki jih bo potolkla, ali pa špaga, ne? Tista grda bo mogla pa špaga. Dobro, vesolje vam bo dalo mir. Vesolje nam podarja mir, ker mislim, da smo živeli predolgo v kaosu in predolgo je mnogo ljudi bolelo zelo močno in če bi se dalo mogoče videti recimo zlomljene kosti ali pa kri čustvenih zlorab oziroma poškodb ljudi na čustvih, se pravi na mentalu. Če bi videli to naven z očmi kot zlomljene kosti ali pa kri, jaz mislim, da bi se oni dosti težje skrivali in videli bi mnogo poškodovanih ljudi in videli bi mnogo brezčutnih osebkov, ki so pač sposobni tega, da morijo in mogoče ni čudno več ali pa mogoče lažje razumemo, kaj se dogaja v mulariji in mladini, da je sposobna ne vem, zajčko mučke ven pult pa ušesa rezati, no, to je čist realen primer in je model videl, da dva mulca to delata, 21 let stara recimo in je v letu kenjih je na gobaca zastopaš, kaj vam je pis, da ste fukneni, ne, valjda pride policija in kdo je nastradal, valjda tak je na gobac unga, ki je zajce mučil, ne, tako sistem proba ščitati. In zdaj seveda je to napaka, da napako so naredili sistemski, kar iz prve vemo, da zajčke mučijo naši, a ne, pripadniki, ne, in enostavno to je tudi en tak način, kako se izdajajo, kako so, tudi v mojih primerih so napaken kup, ampak dobro, vse to so pokazatelji, kje smo, kaj smo in kdo smo, vse štima. Je pa to peljalo leta in leta, desetletja in stoletja verjetno, zdaj pa ne pele več in prav je tako, in mene to zelo veseli. Te osebe, ne, narcisi in tako, to so toliko dvolične, ne, da zdaj se pojavlja vprašanje, rabijo dvojne osebne, veš, odvisno kakšno osebo bi zdaj rad špilo, pa potegne ven osebno izkaznico, ne. Toliko so oni igravci, ne, mislim, so pa to osebe, niso to ljudje, ampak so osebe. In mi bi lahko imeli izkaznice ljudstva, ne pa osebne, ne. Vsi smo isti, smo kurac, nismo vsi isti. Eni smo ljudje, drugi so pa osebe. Isti pa nismo. In eni delamo dobro, to drugi pa ne dobro in delajo proti dobrim. In to je končna vojna. Divide and conquer, ne. Deli in vlada in vedno so nas delili na bele in na črne in to so njihove šahovnice in tudi hrvaška zastava ni nič drugega kot šahovnica.
In celo oni najbolj na glas govorijo, kako ljubijo svojo domovino in deželo. Ne? Oni glumijo, to je igra. Ne? Igra. Sem bil tudi igralec, pa sem igral Martina Krpana, pa namišljenega bolnika, pa vse sort, ampak to se kar uživiš v vlogo in zabavaš se, sploh zato, ker si v bistvu imaš gledalce in sploh iz tega, ker vidiš, da si ti dobro naštudiral in si dobro odigral in olala, mislim, čisto prav moljerne. In tako nekako približno ista zadovoljitev je tudi za Anje, ne, koncev te predstave all over. Tako, še kdo najbolj prepoznava narcizem, če se vam zdi, da dobro prepoznavate narcizem, naj vam povem, da to zaradi tega, ker ste ga bili deležni. Težko verjamem, da kdo na svetu ni imel stika z narcizmom, in težko verjamem, da ga ne bomo začeli vsi prepoznavati. Torej, narcis ali je narcis, če pa si empat, pa si zagotovo srečal tudi narcisa, tako da, ko nekdo reče, jaz pa nimam opravka z narcisi, je že zame že velik vprašaj. Že spet, kakorkoli obračamo, na koncu smo, ne? Vse kul, propad naj gre, naj svetloba sveti in naj bomo in bodimo, in dovolj je, da si to, kar si, ker narcis ne more biti to, kar je, ker itak nič ni, kar se je do zdaj itak vse zmislil. Bodite pristni, iskreni in dajte prosim uživati v življenju, zaradi tega, ker je čas, da se umirimo, zaživimo, oživimo in začnemo delati po naše in gremo mi po svoje. Držite se, uživajte. Čau, čau!